Kako se moški sploh odloči, da bo ginekolog? Dajte me popraviti, a ste tudi seksolog? Seksolog, specialist spolne medicine. Tako. Lahko pride do alergije na spermo. In pol na koncu sem ugotovila, da če grem po spolnem odnosu takoj lulat. Obvezno. Ženska morate piti pa lulat. Alkohol ali brezalkoholne? Vodo. Pač ženske doživljate spolnost na 1000 načinov. Vse veste, kaj vse razmišljate med spolnostjo. Kaj pa verjetno se moškim to lahko zgodi, kako se nam ne zgodi, da nam paše samo mogoče premalo govora o tem in se potem ženske sekiramo. Ali pa tudi moški, seveda, ne? Seveda. Oboje, točno to. In če ste vse to sprobali in nekaj zamenjati. in nekaj zamenjate, in če nič od tega ne pomaga, tipa menjajte. Ja. So tudi mladi, mogoče, da je čedalje več neke neplodnosti. A to drži? Načeloma ja. Ja? Pri ženskah glavni faktor starost. Ste pa za do zdravniku hodite? Na 3 mesece moram zobni kamen pucati. Jaz sem enkrat na leto. Jaz sem mislila, da protezo meni. Ja. Tisti dnevi v mesecu. Hej, evo nas spet. In jaz bi lahko rekla, da spet v moški družbi. Zdaj pa že ratalo kar... Stalnica, ne? Stalnica. Imeli prejšnjega gosta tudi, ja, moškega. Lepo. Pa predprejšnjega, pa predprejšnje. Ja, zadnje časa imamo kar dosti moških. Jaz smo pogrešali moško družbo, ali kaj? Se mešana družba je vedno boljša. Ja, tako da? je pa res. Je Saj bolj paše. zanimivo, vedno pešiti. Malo posebej, ampak ja, mešana. Tudi moški med sabo nekaj rabimo, ampak vse mešana družba je najboljša. Neka druga energija je, ne? Tako, Je. tako je. Tudi če se pogovarjamo o istih temah. Čist drugi ja. aspekt je Ja. pa... Mislim, se mi zdi, ali pa včasih pa še ti isti spol, včasih pa rabiš nekoga, da ti ima kontrast. Da. Ja, da se malo Ker kregaš. smo zdaj razpucali, da je fajn mešana družba, naj še povemo, kdo je z nami. Dr. Miša Rajić, vi ste ginekolog, zdravnik, Tako. a ne? Pa dajte me popraviti, a ste tudi seksolog? Seksolog, specialist spolne medicine. Tako. Naredil sem evropski izpit za spolno medicino. Ja, mislim, jaz sem imela vprašanje, zaradi tega, ker ginekolog, vsi vemo pač, kaj dela. Ja. Kaj pa dela seksolog? Neki spolne medicine. Ukvarjamo Ja, se s zelo težave pri spolnosti. No? Se pravi, ampak jaz Kaj, imam tudi z odnosi ali samo... tako, Aha. fizičnimi in psihološkimi. Zato moramo pa te strokovnjaki sodelovati. Ponovati psihiater, endokrinolog, ginekolog, urolog, več nas je skupaj. No? Tako da ni, ker spolnost je taka zelo široka tema, da, tako rečem, tako da ne more samo eno obravnavati. No? Sigurno, ja. V tujini imajo klinike za te zadeve, pa to, pri nas pa počasi se začenja to. Sploh vsaj govoriti o tem. Saj že to je veliko. Se pravi, Da se začne govoriti sploh. Ja. ne. po domače, zdaj, če sem jaz to prav razumela, vi ste ginekolog, ženska pride na... Nekdo ima telefon prežgan. Ja, ne jaz. Ali kaj? Ne, ta ni moj. Jaz sem zvok ugasnil. Ne, se pravi po domače, ne vem, ženska pride, ne vem, na klasičen ali pa ta poseg, pregled, tako, k vam v ambulanto in recimo ima neko težavo in vi potem, ko ne vem, to medicinsko obdelate, znate se tudi pogovarjati potem z njo, Tako. zakaj do tega pride, kaj je težava, se z žensko Lahko vsaj odprejo. osnove, tako. Se prvo moraš žensko, tako kot sem prej rekel, spostaviti za neko zaupanje. Spolnost, že ginekološki pregled je zelo intimna zadeva. Res je. Kaj šele potem pogovarjati se o spolnosti? Z moškim. Ja, Pa ja. z moškim ginekologom. Tako da počasi pridemo mi do tega. Ampak meni pa pomagajo vprašanja glede spolnosti, tudi glede samega zdravja ženske. Ja, seveda. Tako, ker se skozi spolnost marsikaj lahko pokaže in potem jaz sam s takimi simplimi vprašanji lahko veliko zvem, na kaj moram biti bolj pozoren, čist fizično pri pregledu ali pa karkoli drugega. A sta vi dve imata žensko ginekologinjo ali imata ginekologa? Jaz sem žensko. Jaz sem tudi žensko. Ja. No, jaz sem pa edina, ki imam moškega Ti imaš moško? za ginekologa. Vse nas ni veliko. Ja, mislim... Načeloma ampak tudi razmerje tako. je 1:10 približno. Si več zbirajo ženske? Ne, da je Ženske. sploh ginekologinje veliko več kot ginekologov. To hočem Aha, reči. Na čisto. voljo. Ja. Kaj probleme, če je moški ginekolog ali... Redko. Aha, Ampak so okej. možni. Ja. Prej, ko sem delal v študentu, jih nekaj ni hotlo do mene. No. Ampak se prosta izbira ginekologa, se ga Mislim, ja. lahko kamor želi. Ja. Lahko jaz nekaj vprašam, se je počutil vprašanje. Ja. Ampak to smo se s prijatelji ali pa s prijatelji, da je hecal ali pa pač pogovarja se obljuno, kako se moški sploh odloči, da bo ginekolog. Pa če je on najstnik, pa pač je ful radoveden glede To so ti teh filmi, stvari. ne, Ja, ki ne gledajo. vem, Jaz ja. imam- Mislim, jaz lahko svojo zgodbo povem, zdaj za druge ne vem. Ne? Ja. Moja zgodba je bila, da sem hotel biti kirurg. Aha, okej. Torej, zanimal me je trebuh, ta del. No? Tako sem jaz pač štartu in takrat je bil en kolega mal pred mano,
ki je v bistvu, ki je začel specializacijo, zginil z planeta Zemlje, ker ni ga bilo. On je bil skozi v bolnici. Aha, ok. Jaz sem imel pa takrat že ženo, pa enega otroka in pa, ko sem jaz to videl, mogoče pa jaz nisem za tak tip življenja, jaz pa ne bi življenja v bolnici rad pustil. Vseeno mi je družina bolj pomembna zadeva, kot pa Okay. bolnica. In potem sem najdel alternativo ginekologija, ker je bila še vedno, prej so me ful operacije zanimale, kot ginekologi veliko operiramo. Porodništvo je primarni nivo, reprodukcija, ful imamo različnih teh panog znotraj same ginekologije, da rečem. In potem, na začetku so me operacije ful zanimale, potem sem začel dežurati, me je tudi porodništvo ful zanimalo, potem sem pa ugotovil, da ima tudi rad prosti čas. Tako nas jim pa razložen. Pa tudi trebuh, maternica, vsaj tle nekje noter, pa se je blizu. Ja, pa se je. Se pravi, ampak to vsake ženski razložim, ko pride do mene. A ta del telesa pa ni pomemben. Ja, valjda, da je. Tako, seveda je. če greste kardiologu, pa vam srce posluša, a to je pa taka razlika zdaj. Ne, se bolje verjetno sprašala to, ker so ti te vedno, da si je moški želel gledati Ja, žensko to množico so, ja. Nekako, ja. in potem zato rata Pravim, ginekolog. to Sam, so a veš zgodbe, pa, se mi zdi, da ginekologi vidite toliko enih stvari, ki vam tudi niso lih toliko Ja, simpatične, to, ja. da ne vem, Oziroma če v bi si večini izbral. primerov. Neki so redni pregledi, ampak ponovadi pride ženska s problemi, s težavami. Ja. Ne, zdaj so tudi krvavitve, vnetja, kakorkoli. Pol ne vem, a je kjera že mamica. Ja, jaz. No. Pol veste, da v porodnišnici ni tako kot v filmu. Tudi slučajno Ne, ne, kot ne. v filmu, ne? Ni. Kako pa je? Nisem obstetrik si za mladi biznis, no kako naj rečem. To je krvav posel, je malo drugače, kot je. No, Pa tako tudi da, tako malo po tekočem traku, včasih. Ampak da. ampak ja, mi smo tam zato, da je zdrava mama pa zdrav otrok. Najbolj pomembna zadeva v življenju. Kaj boste pa pustili za sabo drugega, kot gene? Ja, sej. Tam še piramide stojijo v Egiptu, drugače ostalo pa se vse zruši. Pa tudi tam je kar nekaj genov noter. Tako da, Ja, Ja, preden okej. je rekel, da pridejo žensko s krvavitvami pa z vneti. Aha, zanj smo to dali eni kolegici predlagali. Zanima samo ena stvar, mi imamo generalnega pokrovitelja, Vitamin Klinik, in mene zanima, tukaj je bila naša koda. A ja, sem jo malo skrila, me je zanimalo, če boš opazila, da je ni, no. Ja, moram. Ampak, a vidiš tudi kakšno razliko mogoče? Imamo 2% več! Ja, O, Madonna, zvišal se nam. Varči. pa sem se v bistvu potrudila in sem čakala, da boste opazili, da nekaj manjka. Ja, pa lepo, no, lej bomo dali sem, evo, za vse, če rabite. A zdaj že velja? Ja, velja, ja, koda Pa do. TDM 12. Ja, pa No, evo, skoriste. Luško nosi, no, pa se včasih pa ti pa tudi kaj kerata, no. Ja. Dober biznismen, Lara. Ja, hvala. Da ne bo sam vesna v Ja. tem poslu. Tako da, folk, če kaj rabite, Čin. lahko volivate. Nič hudega. Nič hudega, jaz sem v redu. Če kaj rabite, lahko uporabite kodo, pa velja tudi na že znižene izdelke, tako da se splača. Zdaj pa, današnja tema. Jaz sem rekla, da ko smo se midva pogovarjala po telefonu, da bi vas mogoče na 3 področja vprašala stvari. V bistvu so bila vprašanja naših sledilcev, nekaj, kar se mi nasplošno pogovarjamo. In prvo vprašanje je glede sperme. Če rečemo neko mini področje. Ena naša kolegica je enkrat izjavila, ne, da je, ko je pač pogoltnila spermo 100 let nazaj, da je morala, da je začutila in da je morala po antibiotike, da je dobila neko vnetje, da ji je zdravnik predpisal antibiotik. In zdaj mene zanima, a je to možno, da je bilo od tega, ali je to lahko bilo čisto od nečesa drugega, mislim, ne vemo, a to sploh obstaja opcija, da ti zatečejo mandlji oziroma da in da rabiš zdravljenje. Spolne prenosljive bolezni vsi poznamo. Ne, tako da. Potencialno je seveda možno bolj v tem smislu, tako si jaz to razlagam. Se pravi, o katerih govorimo zdaj to? Gonoreja najbolj pogosto zdaj v Sloveniji, recimo ta zga. Klamidija ne dela takih težav, da bi rabil antibiotik. Se pravi, načeloma pri gonoreji rabimo Jaz bi antibiotik. rekel bolj, ja, če že. Aha, A okay. jaz lahko sam vprašam, jaz bom zdaj spadala tako grozen, ampak jaz toliko ne vem o tem. Premalo. Kaj je gonoreja? Mislim- Zares. Bakterija, ne? Pač Ja, in kaj se zelo zgodi? Slabo. povzroča telesu. okužbe, kasneje lahko kakšne izcedke povzroča, kasneje se lahko razvije v kaj hujšega naprej, v bistvu v kateri fazi jo ujamemo. Kaj hujšega? Kot naprimer? Po krvi se potem naprej razširi, ne, in pač dela težave. Ne. Zdaj, Se pravi, Pravim, prenaša se jaz- pa s spolnimi odnosi. tako, se zato pa je ime spolno prenosljiva Ne, bolezen. razumem, ampak se lahko kako drugače še, ali je pač tako jo dobiš, če imaš... Tako. Aha, ok. Večinoma s spolnimi odnosi. Okej. Tako, A slino tudi ali samo pač? Ja, ja, Okej, izločki.
Okay. izločki, rečemo temu. Ne? Se pravi, je opcija, da bi dal zdravnik lahko zato, ker bi sumil, da je dobila spolno prenosljivo bolezen. Je opcija. Recimo Okay. temu, ampak se pravim, ker sem delal v študentu, no, tega ni tako veliko. No. Mislim, odvisno, v kateri populaciji se gibljamo. No. 20? Ja, ampak večinoma, kot sem jaz študentka, mi izkušnje, to so odgovorne ženske. To ni bila očitno. Ali pa bi bilo česa drugega. In moški, no, da se pravilno izrazim. To so oboje odgovorni. No, tako da, zdaj je tudi dosti modern, da preden se začne vezati, da se testirajo, da se... A res? Kaj pa, če gre za one night stand, se pravi, ko še vedno imamo žurke, imamo pač take stvari, pa niti, če jaz prav razumem, če imaš spolno prenosljivo bolezen, popravite me, če se motim, niti ni nujno, da veš, da jo imaš na začetku. Klamidija, no, tukaj ste omenila, ja, je doskrat asimptomatska, to pomeni, da ne dela nekih težav. Ne? In se lahko tudi šele kasneje pokažejo, če se pokažejo. Ja, težave. Težave Se pravi, ti si pa prenašalec, recimo, če menjaš partnerje ves ta čas. Tako. Da sploh ne veš, Okay. da si predeš. Tako, kot je bil HIV, se niso vedeli, da imajo HIV na začetku, pa se ga prenaša. Ne? S HIV-om se šele začel malo bolj govoriti. Se jaz na to temo, veste, zakaj vas odprla, vi pravite odgovorni, ne, pa se testirajo pari, pa to. Pač, čisto iz tega vidika, ko pač slišiš nekaj tazga, ni zdaj to pač obsojaš, ne obsojaš, pač vsak dela, kakor je, ampak ker se v bistvu dejansko niti ne zavedaš, da se ti to lahko zgodi. Niti ne pričakuješ tega, ne vem, mogoče marsikdo ne ve, da pač ko gre ven, pa ga zažura, pa ima mogoče neko avanturico, da niti ne ve, v kaj vse se spušča. Se vedno govori, uporabite kondome, pa ne vem, recimo, če si z nekom, ampak če jih ne, ni samo ta nezaželena nosečnost, edini strah še ful enih stvari lahko pride zraven. Zato sem vprašala, je sploh opcija, ne? Jaz se pravim, ampak večino se pojavijo težave, ne? Tako da jih itak ujamemo zgodnji. Razen ta klamidija je taka, ki je lahko malo skrita, ali kako narečem. No? A to se pa potem kaj ženski pozna? Kako ženska ve? Kasneje težave pri zanositvi z rastline v trebušni votlini lahko dela tako. Da skuša težave so lahko biti kasneje. Ja. Kako se pa pol to se da v easy to rešiti, pol ali je to kar problem? Odvisno, da jo ujamemo. Se pravim, če je tako, damo antibiotik, ki večinoma učinkuje, pozdravimo bolezen. Kasneje, pravim, doskrat se vidi, da je bilo nekaj prej, ga lahko tudi samo pol izveni. Zdaj pa lahko rečemo, je imela klamidijsko okužbo, ampak pri plodnosti, največja težava je plodnost, ker lahko dela za rastline v trebušni votlini, se jajcevodi malo, da rečem po domače, zafeclajo in je pol prihodna slaba. Ne? Koliko je pa to pogosto? Klamidija, recimo. Gonore je rekel, da je trenutno bolj, ne? Bolj, se mi zdi, ja, ampak pravim, jaz sploh nimam toliko velik teh izkušenj, da bi rekel, da so imele ženske. Klamidijo nekaj, sem jih dobil, ampak tudi zdravljanje je simpel, tako da ni tle nekaj. Se jaz sem mogoče bolj želela to vprašati. Recimo, pride do nekega nezaščitenega spolnega odnosa, ki ni s tvojim partnerjem, ne, s tem stalnim partnerjem. A je kakršnakoli opcija, da ženska rata pozorna na to, ok, lahko se gre testirati, ne, tako ko grejo, ne vem, nekatere preventivno vzeti tisto tabletko, da ne zanosijo, če so imele nezaščiten spolni odnos, ali, ne vem, obstaja mogoče na izcedku, na uriniranju, kakšne bolečine, a je karkoli, kar te opozori, a so opozorilni znaki? Tako. Pekoče uriniranje, izcedek iz nožnice, karkoli, bolečine v spodnjem delu trebuha, take težave. Aha, in potem pridejo pa. Ponovadi ženske pridejo s težavo, če je. To je recimo tudi po runetih so kakšne taki podobni znaki. Kaj pa, kako pa ločiš runetje ali pa neki hujžga? Ja, neki testiram, pa neki ima tudi tipičen izgled. No, Mislim, ne, sem ginekološki pregled, vidiš lahko malo drugačen. No, plus nam lahko tudi partner težave. Ne, če kakšna veza, bolj hitreje pomisliš na te zadeve. Ne. Se ne greš prve takoj testirati za spolna prenosljiva bolezen. Ja, probaš, pravim, te klasične, najbolj pogoste zadeve, pa greš pa manj pogoste. Ne. Ja. Ampak recimo do teh spolno prenosljivih bolezni prije recimo sam pri ljudeh, ki ima te one night stande, ali pač nekateri gotovijo, da ima njihov partner že nekaj časa recimo to bakterijo. Tudi se pravim od do, vse je različno, ampak res ni toliko velik tega. No? Saj po mojih izkušnjah, da bi jaz rekel, da sem jaz zdaj ful pacient, nimam pa take populacije, se pravim, zdaj odvisno, kakšno populacijo imaš, s kom delaš. Ne? Da, pravim, jaz, ko sem delal v študentu ali pa zdaj, ko delam, nimam velik teh okužb. A so testirali za ston? Nekatera, za ston? Vprašal Uroš. Nekatera, ja. HIV, hepatitis, mislim, da je anonimno brezplačno na infekcijski kliniki, mislim, da je v Podelkih. To se lahko vsak testira. Pol je načeloma
je ambulanta za spolno prenosljive bolezni na infekcijski nekaj časa delovala, zdaj ne vem, koliko je s tem, ki je bila tudi v bistvu, so pol rekli, da ne rabiš več napotnice, torej, da tudi bi se lahko šel vsak tja, zavarovanje načeloma, pogovoriti, pa ne more se kar na vse testirati. Ne. Jaz sem imel tudi obdobja, ki so pač po poletju, po novem letu, to je taka študentska, ka ženske pridajo, pa jih skrbi pol, ne. Kako je bilo, pa kaj je bilo, ne, pa se ne testiraš kar naenkrat na vse, ne. Ti preiskave so tudi kar drage, se ni to zastonj vse, ne, da bi se pa zdaj vsake pol leta vsaka testirala. Jaz bom neko osebno izkušnjo zdaj delila. Mislim, Peter se je šel testirati za klamidijo, je bil negativen. Zaradi tega, ker sva začela, pa ne vem, kolikšen let sem imela dosti nekih težav. Pač spodaj tako bolečine, pa pač pekoče uriniranje, pa to. In tudi jaz sem se šla potestirati in sem bila oba z vse negativna. In pol na koncu sem ugotovila, ne vem, ima to kaj veze, ampak da če grem po spolnem odnosu takoj lulat, Obvezno. pač ni bilo težav. To je snova. Ampak en sajt, ko sem pa pač tako, mislim, ne, pač, ko sem se še malo crklala, sem počakala. A pa pač ne greš, pa te mine ali pa nekaj? Ne, ženske morate tudi vedno po spolnem odnosu. Takoj. Mislim, kmalu. Kmalu po spolnem. Pri spolnem odnosu, recimo, da je to masaža sečnice. Tam, kar ženske lulate. In ženske imate tako pot do mehurja. Moški imamo pa penis, pa je vmes malo daljša pot. In preden bo mene prej lulat, bom jaz odplaknil te bakterije stran. Medtem, ko ženske, če ne grete lulat, bojo pa zlezle gor v mehur. In pol vas lahko peče. Tako da ženske morate piti pa lulat. To je čisto in vedno lulat po spolnem odnosu. Alkohol ali brez alkoholne? Vodo. Bolj, ja. Ja, ne, to nisem vedela. To pač mi je pol sodelavka rekla, ja, pa greš lulat takoj po spolnem odnosu. In sem bila tako, pa ne vedno rekla, ja, no, pač da začni hodati, ker najbrž je to težav. Ja, pa ni bilo več težav, tako da. Jaz sem tudi imela eno obdobje v bistvu, ja, malo, pa sem se zdaj spomnila, ja, pa sem isto pol res nujno takoj lulati in pol ni bilo teh težav. Spomnila sem se pa še na eno stvar, ko smo se pogovarjali nedolgo v enem podcastu, da lahko pride do alergije na spermo. Lahko? Pravim, jaz sem bral o tem. Ja. Bral sem o tem, tako da bi jo pa doživel pa nikoli. Ne? Obstaja pa opcija, da je. Mislim, so pa že imeli... Tako da so opisani primeri, da so alergični, ja. Ampak to je pač... Vsi smo si gledali Dr. Hausa, no, to so skoraj da to redki primeri, da res ni, no. Ampak kaj pa če recimo, ne vem, se v Sloveniji pojavi pri eni, recimo pa vaši pacientki, pač da je pa alergična na spermo svojega partnera, s katerim se ful ujame in sta super zaskupaj, ampak tle pa pol ima pa milijon težav, problemov in kako si to rešiti? A je kakšno zdravilo? Ženski kondom, pač preprečevati stik, ne? To je osnova, kako... A bi mislim eno stvar mogoče pojasnili, zakaj pa... Mislim, se to ponovati neki kontaktno, mora priti neki v stik, da prije do alergije, ne? Pa ne vem, če hočeš to zanositi, pa pol, da ima pa ful probleme, pa če sem celo nosečnost, tukaj se je pa takrat dotaknila, ne vem. Ne, to ne, takih hudih alergij, to je še pač nekje alergija, da imaš ti kožno reakcijo, da te malo srbi, pa da zgine, pa če se opereš, pa gre sama, sploh ne vem, če rab tableto klaritin. Dobar, ja, se to ni. A veste, zakaj vas je to vprašala? Mogoče tudi to smo se pogovarjali, ker je takrat, ko pač nam komentirajo pač poslušalci, gledalci, so se takrat valjda pač moški upalili spodaj, ne, da ne, ali pa hi, da to sploh ni možno. Je bilo pa ful primerov, ko punce valjda ne morejo potrditi same pri sebi, ali pa niso šle, ko so napisale, ja, da jo je po spolnem odnosu, ne vem, peklo, ali pa da ko je prišlo na kožo v stik, da je imela tam rdeče, fleke, da je pač, ko je šla po tuš, ali pa nekaj je bilo v redu, mislim, ko je to spravila dol. In pač sem rekla, da vprašamo, a je to sploh v teoriji možno, verjamem, da zelo redko, ali sploh ni, ali je to sem neki bla. Jaz bi rekel, da v teoriji je možno, ampak ta glavni razlog, da žensko peče po spolnem odnosu, pa čist nekaj drugega. To, da ne gre lulat. Ne, ali je vnetje, ali drgnenje, ali karkoli, no, pač spolni odnos je trenje, na simpel razloženje. Mora biti tudi navlaženo. Zdaj pa kako to, a je služnica vneta, ali mislim... Če ni bila dosti navlažena. A ni dosti navlažena, je suha, pač ženske doživljate spolnost na 1000 načinov, vse veste, kaj vse razmišljate med spolnostjo. Kaj pa sestava sperme? Ja, se res. Pač ženske drugače razmišljate o spolnosti kot moški, to je dejstvo. Ženski možgani so ženski, moški so moški, tle se ful razlikujemo. Spolnost se v glavi doživlja.
V bistvu, ja, pač fizični občutek, ampak ja. Jaz, doskrat, kad nosečence vodim, rečem vsaki prvoščen, da ima par, da ima fantka, pa da ima punčko. Da vidi, kaj je razlika. Ker ni to lulček pa lulika, tle gor je največja Milijon razlika. Čist drugače so možgani, kad pod vplivom hormonov se možgani čist drugače razvijajo pri moškem ali pa pri ženski. In drugače razmišljamo, to moramo vedeti, da se drugače razmišljamo. Moški so zmrzli. Večinoma zdaj govorim, no, ja. Večinoma, zdaj, da ne bom... Kaj pa to vprašanje, ko sem na forumu, ne vem, zasledila, da je tudi možno, okay, če je moški kaj bolan, pa ima, ne vem, kakšne mikroorganizme, pač vse, to je itak, ne vem, tako kot klasična okužba. Kaj pa pH? Ko govorijo, da je tudi možno, da ti povzroča nek tak pekoč občutek noter, tudi zaradi tega, ker je, nožnica je bolj kisla, sperma je bolj alkalna, je pač poruši Tako pa se pH, lahko dvigne pH, ampak okay. jaz vsak rečem, načeloma je nožnica organ, ki skrbi sam zase. Pa ga namer. Zdaj seveda, tako kot ste vi rekli, če bomo imeli 5krat na dan spolne odnose, ja, pol lahko malo pričakujemo, da se bojo kakšne težave pojavile. Spet odvisno. Tako da preveč seksa ni dobro. Ne pri vseh, ampak ni dobro. Ne, niso rekli. Morata biti oba dva zadovoljna. To je dobra spolnost. Če sta oba dva zadovoljna, ni težav. Kaj pa mogoče, se pravi, recimo, da pa prihaja do nekih vnetij, pa da je nek normalna količina spolnih odnosov in tako, zaradi česa ponavadi pride do teh vnetij? Kako bi se, ne vem, ženska najlažje rešila te stvari, pa da pač to ni tako simpel, kot da samo greš lulat po seksu, ampak ne vem. Lulat po seksu je preprečevanje urinfektov. To sta dve različne zadeve. To je za mehur, ne še? Za mehur, ki se pa vnetje nožnice. Zakaj pa pride do teh stvari? Ne vem, to sploh povezano z moškim. Flora, da tako rečem. Pač tam smo vsi slišali, te laktobacilusi, mora biti dobre bakterije in te nas ščitijo pred slabimi bakterijami. Zdaj pa kaj je vse? Jaz rečem stres, zdaj pa stres je in fizikalni in psihološki. Kaj pa, ne vem, prehrana ali pa tudi, seveda, prehrana, zdrav način življenja, tudi lahko, vse je. Pač, ampak gremo tako stopensko izločati, kaj bi spremenili. Vsaka ženska ima enkrat glivično vnetje, se to je najbolj pogosto, se kaj ne s tem lahko je v prosti prodaji. Jaz nisem še nikoli, hvala Bogu, potrkam. Jaz bom se zdaj. No, ampak dobro, to so tako pogoste zadeve, pravim. Jaz bi ga lahko bi bila... Ampak vidim, da smo še mladi, lahko še je čas. Ampak meni se je začelo po porodu to ful dogajati. Se spet nosečnost in porod je velika sprememba za žensko telo. Mislim, veliko bolj pogosto kot prej, no to sem hotela reči, da je zdaj. Pa way of life, se pravim, pa prehrana in spolnost in karkoli ste prej omenila. Ni samo en faktor, ni... Prosim? Ama tudi kaj veze s higieno, v smislu, da je to velik faktor ali pač to... Zdaj se mi zdi, da je celo preveč higiene, da to negativno vpliva. Zdaj je ful teh nekih preparatov, intimnih mil, pH, in sploh, in ženske to vse kupujejo. Intimno milo, ja ne? Jaz rečem maks 1 do 2 na teden. Čisto topla voda, najboljš možen. Zdi se mi, da živimo v svetu kemikalij. Povsod jih je preveč. V hrani, v oblekah, v praških, v spodnem perilu, se bilo, ne vem, koliko cajta nazaj, kaj vse, v ženskih spodnicah, ne vem kaj. Sej mogoče to zaradi vnetij, to sem se jaz enkrat z eno kolegico pogovarjala, pa sem rekla, da je probi mogoče zamenjati spodne perilo, da nosiš čim bolj bombažne stvari, ki pač res bolj diha, ker te sintetične materiale, ki jih imamo, se mi zdi, da lahko še slabše vpliva pol zaradi kakšnih vnetij. A to drži? Jaz vsake ženski probite nekaj zamenjati. Prav, ženska ima pogosto glivično vnetje. Nekaj moramo spremeniti. Ampak zamenjati v smislu... Ne moram samo zdravila dati. Ne in probite, pravim, čisto toplo vodo, intimno milo maks 1 na teden. Pazite, kjer spodnjem peril nosite, kjer prašček uporabljate, kjer mehča uporabljate, kjer kondom, kjer je vložke med menstruacijo, kjer je tampone. Pač dajte po pameti malo razmisliti, kaj vse uporabljate in dajte v ta področje. In če ste vse to sprobali... In nekaj zamenjati. In nekaj zamenjati, in če nič od tega ne pomaga, ti pa menjajte. Ja. To ne. Nekaj pri tebi to ne gre, se mi obneslo. Bom enkrat rekla ginekologinja, da ne nosim toliko bodijo. Da kao manj diha pol spodaj, ali pa pač, da me lahko te gumbki motijo. In da to ne čim manj nosim. Ker pač bodi so popularni, kar za nositi. To je zdaj od ženske do ženske, čisto odvisno je. Eni ne bo škodilo, eni pa ne. Na splošno, kam je taka splošna vprašanja. Jaz se raj žensko konkretno pogovorim, pa probava najdete. Ampak pride tudi s konkretno težavo, ne? In se lahko konkretno pogovarjate. Mi mečkrat sprašujemo to, ker so nam ljudje napisali, ampak ponavadi
ali napišejo pa sprašujejo mnenje, ker ne upajo do svojega zdravnika, ali pa grejo šele kasneje pa se direkt ena na ena pogovorijo in potem verjetno najdejo. Še to je z ženskam, dajte raj napisati mail. Vsi ponovadi ginekologu odgovorimo na tak mail. Pa vse imamo babce zaposlene, ki ogromno vejo o teh zadevah, bolj kot internet. Pa kontracepcijske tabletke ja ali ne? Oziroma, imajo res tako še grozne učinke, ki pa so kjer te teorije zarote, da pol težji zanosiš, ali pa da imaš ful težav. Ne bi jih ginekologi priporočali, če mislimo, da ženska ne more zanositi. Te teorije zarote, Nismo tle zato, da imate ženske možnost roditi zdrave otroke. Ja, je pa dobro. Zato imate ženske v osnovi ginekologa, da se zdravi mami lahko rodi zdrav otrok. Ker pač moški nikoli nismo noseči. Ja. Koliko časa pa, mislim, a je v redu kontracepcijske tabletke jemati dolg? Več let. Ni kontracepcija, ne vpliva na plodnost. Aha, ok. Mislim, kontracepcijske tabletke ne na plodnost. Kolikor sem se jaz s frendicami pogovarjala, vključno z mano, ko jemlješ kontracepcijske tabletke in se odločaš, da bi imel ali pa začel delati na otroku, ti rečejo, zdaj pa lahko nehate imeti, pa ne vem, počakate načeloma. Jaz rečem 2 menstruacije. Tako, 2-3 menstruacije, da se res, da pride tvoja, ta pa... Aha, ok. Tako, in v vmesnem času že folno kislino jemljete. Tako, to je to. Ok. To boš mogla dodajati, ne dodajalec. Mogoče pa ne. Bomo videli. Mislim, da lahko z brokolijem, sam ga boste mogli kar veliko dnevno pojesti. Dobar, zihar je še kje, ko samo brokoliju. Pa enkrat brokoli, enkrat nekaj drugega. Mislim, da sem enkrat bral, ne mi, da je treba 102 kili brokolija na dan pojesti. Ja, dobro, to pa ne ušlo. Ta je pa kar velika, no, tako da, ja. Ampak to je nepreverjeno, ne me teči za besedo. A pa še nekaj me zanima, ne vem, je to mit ali resnica? Ampak en sajt vem, da so ženske, to smo bili osnovna ali pa srednja šola, so govorile, da če ješ kontracepcijske tabletke, je ful večjo možnost, da se bo zredila ali pa da so se... Ja, ene so se. To je dejansko. Je možni stranski učinek. Negativen stranski. Okej. Pa ene so rekli, da po prenehanju jemanja tablet, da so jim pač zrasle prsi v tem času, ko so jemale, in ko so nehale jemati, so pač izgubile. Ampak to je bolj kot zadrževanje vode, to je vpliv progesterona, tako kot ženska pred menstruacijo bolj napihnjena. Ampak pa so te prsi napihnjene dolg časa, se pravi neki let, in pol se koža raztegne in pol se lahko zgodi, da ni to lepo. Se ne dobiš iz AD košarce, kaj? To ne, ampak pač... Tok tega ni. Mislim, to še nisem slišal. Pogovarjala li danes z eno kolegico. No, ok, dobro, zdaj bo vedela, da ni teh težav. Ja, mislim, da so bolj pač hočemo zanemariti starost. Mislim, ker drugače ne. Starostjo se telo spremeni, no, dajmo temu tako reči. Ne bi šle potem na povečanje. In elastičnost kože in vsega se spremeni bolj starostjo, kot kar zaradi tega, ja. No, nismo še toliko stari, tako da pa bo v redu. Nisem, ampak ja. Jaz bi mogoče še eno vprašanje imela, oziroma Bokajo bom prosila, da prebere. Glede na to, da se ukvarjate tudi z odnosi, tudi kot po domače, kot smo rekli, seksolog. Ena sledilka nam je poslala pač eno svojo izkušnjo, tudi njena prijateljica je imela zelo podobno izkušnjo, sem je čisto drugače odreagirala, pa bi vas samo vprašala, vedno govorimo, pri moških ta neka fama vela, pa vemo, da ni čisto res, da fantom vedno dogajajo, pa vedno so za akcijo, pa vedno bi 24/7, pa nikoli ni nobenih težav, kvazi neki. Pa nikoli nima dosti. Tako, ne, to so neke stereotipi mogoče, ja, recimo. In tukaj je napisala, da so se v družbi pogovarjali in da zdaleč ni bila edina, ki se ji to dogaja, ali pa je že slišala za to stvar, pa mogoče da prebereš. Da bi odprla eno temo. In sicer, da z bivšim partnerjem nikoli ni imela težav, z zdajšnjim je pa bilo tako, da se je zgodilo že pri prvem seksu, da je erekcija hitro popustila, ni bila konstantna, ni prišlo do izliva in podobno. In ni šlo za zdravstvene ovire, tudi za njega ni bil prvi seks, je imel prej tudi že partnerke resne in neresne. In se je počutila ona pol čustveno oziroma psihično užaljeno, neprivlačno, izgubila upanje, da bosta kdaj lahko normalno pač imela intimne odnose, ampak sta bila pa ful kompatibilna in sta si pač želela biti skupaj in je pa on njej zaupal, da je hotel narediti na njo vtis, da so ga mogoče izdali živci. Vsakič, ko sta imela intimni odnos, je počutil nesposobnega, izgubljal samozavest, da je imel občutek, da je razočaral tudi njo, pa da mu pač penis ne deluje. In da pač se je počutil kot edini moški, ki ne more normalno seksati s kondomom ali nekaj. In sta sklenila, da pač se morata pogovoriti, da bi razmerje steklo in delati na tem. Ampak pa se je zgodilo pa kolegici po drugi strani, pa isto, podobno jo je pa stalo dobre zveze, ker pa pač ni
Ker se je pa obrnila, zaputila vrata, ko je pač tipo med seksom dol padlo in šla, ker se je počutila prizadeto, užaljeno, kao, če In se ni pogovorila, se ni pogovorila in pač vprašanje je verjetno se moškim to lahko zgodi, kako se nam ne zgodi, da nam je pač samo mogoče premalo govora o tem in se potem ženske sekiramo. Ali pa tudi moški, seveda, ne? Seveda. Oboje, točno to. Ampak prva mi je bolj všeč, sta se vsaj pogovorila. V teh zadevah se treba pogovarjati. Ja. To je osnova. Pol ne sme biti tega pritiska, no, tako kot ste sama, preveč je teh od porno strani do vsega in je percepcija spolnosti zdaj mogoče že malo preveč popačena. Koliko časa mora moški zdržati, koliko mora biti velik penis, koliko mora ne vem kaj vse. To imajo moški zdaj že malo napačne predstave. No, tako da, Pritisk je malo na njih. pritisk je ogromen, tako da ja, eni se pač zlomijo. Ampak to, če mi prej ni imeli težav, pa jih zdaj ima, vemo, da načeloma je to bolj psihološko, kot nekaj fiziološkega. Tako da se da to pa skozi en proces nazaj. Ampak osnovno, da se morate ona pogovoriti o teh. Ampak gledaj, ta punca, ki je odšla in se ni pač, ki je pač dol padlo, ki je odšla. Ampak to je druga plat, je bila ženska. Ja, ampak je pustila je na posledice tudi na njemu, ne? Verjetno so posledice spet sekiral, ko bo naslednjo njemu je zikr ni usluge naredila. Ker jaz bom zdaj tle povedala, jaz sem imela enako zgodbo z enim od svojih fantov, a ne? Jaz sem imela enako zgodbo, ampak jaz in k sreči, bom jaz rekla, takrat je on za mano šel, mislim za mano, v narekovaju. Ti si hotela iti. Jaz sem hotela iti. Jaz sem se počutila, tako zdaj se mi, da se ful ujameva, da se imava ful dobro skupaj. In potem se je to zgodilo prvič, pa še drugič. In pa je bilo meni tako, what the fuck, ne? A jaz tep ne dogaja, mislim, nisem razumela, res nisem razumela in sem se počutila, prav prizadeta sem bila, prav ne vem, Sej bi bilo tudi jaz verjetno, da mi je po ego udarilo, verjetno mi je, ampak tako prav bed mi je bilo in sem hotela vstati in iti in me je on ustavil. In če me ne bi on ustavil, bi jaz verjetno šla in bi to verjetno pač on potrt, pa razočaran, pa osramočen konc koncev in jaz, ko je zgodil. V bistvu sta oba dva potem prikrajšana. Tako, in bi šla, ampak me je on ustavil in je točno to povedal, da je rekel, da mi je ful pač psihično, pač prej se mu to ni dogajalo, psihično ful sem mu bila všeč, ni hotel narediti nobene napake, ne vem, neki, tako pač, je rekel, preveč sem overthinkal in potem je v nekem trenutku to pač šlo dol, uplahalo. In hvala Bogu, da mi je to povedal. In potem sem si kdaj v prihodnosti želela, da bi imel še kdaj take težave, ker pol jih ni imel nikoli več. Pa sem mu je šlo, a ne? Ni imel nikoli več, ne? Ampak me je ustavil in je povedal in sem razumela, da it's not about me, ne? Mogoče bi lahko tudi bilo, da pač nisem jaz v središču pozornosti, ampak da mu tudi ne delam. Hočem reči, da tudi punce ne naredijo uslugo s tem, ko mislijo, da mora tipom skozi dogajati. To, ne about me, it's about us. Ja. Vedno sta dva. Ja. Vedno sta Na dva. začetku se mogoče ne počutiš še kakor, da sta dva skupnost, ne, si bolj ti, pa se združuješ z njim in je vsak na svojem polu, pa se mogoče ne upaš še pogovoriti. V spolnosti, ja, se na začetku ne, ampak poanta je, da sta oba dva zadovoljna. Ja. Veš, tudi zdaj je percepcija, da mora nujno do penetrantnega seksa prideti, pa ne vem kaj, ali pa da mora ženska nujno orgazem doživeti. Se imela lepo in sta oba dva zadovoljna, je to. Ja, ja. Pa karkoli počneta. Čas moški ne razumejo, da je lahko ženska zadovoljna, tudi če ne doživi orgazma. Ja, sploh ne štekajo. In ne štekajo tega. Ta percepcija. Ker oni ga morajo. Ta percepcija, ja, Oni tako. drugače to, ja. Ja, ok, štekam. Ja, ampak kaj pa recimo, a se vam zdi, da se, ali pa mogoče veste za kakšne primere, da je tega veliko, da se te uplahnitve erekcije veliko dogaja? Nisem, ne, ženski mi je povedala, ja, sem pri natikanju kondoma, da se lahko to zgodi, recimo, no, da se pač uplahne, da ne moreš. Če rabiš malo dlje časa, pa neki pa... Tako, ene so pa tudi, ja, malo bolj resne težave potem, ampak to so redki, no, načeloma. Pa spet... Tesnobnost ali pa to, kar je bilo overthinking, to je prehodna težava. No, to je samo treba razložiti, kako pa kaj in se potem da to... Pa se mogoče govorim za moške. Ja, se mogoče smo zato tudi se ne ukvarjam s temi moškimi. Da vejo, da ni nič narobe. To je najbolj običajna zgodba. No? Redko so pol kakšne druge odzadnji težave, ki so malo bolj resne. Moja predata sem imela pa eno drugo zgodbo, pa tako v 20-ih sta bila oba dva s partnerjem, takratnim. In je rekla, da sta imela spolni odnos, je res, da se nista pogovorila, pa zdaj ni dolgo trajala. Niso pač problemi, da se nista že pogovarjala. Ampak je rekla, da je imela skozi občutek, kakor da ni čist trd. Možno, da pač nekaterim ne rada čist trd. Vse erekcija ni vedno čist ista, no? Ja, no, to rečem, ampak načeloma pri mladih moških bi to moglo biti.
Pa kaj je bilo isto razlog, da je bil živčen ali kje drugje? Ja, tudi, ja, da ni popolno. Ja, lahko je in zdravstveno in prav. Ne? To je prekrvito penisa, kri mora noter butiti, tako je do erekcije. Ne? Zdaj pa, lahko so tudi kakšne zdravstvene težave. Ja. Ponovadi je bolj glava. No? Spolnost se v glavi doživlja. V vsakem primeru se spolnost. Tudi orgazem se doživi v glavi. Ne? Ne, sem prej želela reči, da zakaj smo to izpostavili, to zgodbo, nas je sledilka prosila je ravno zato, da tistim, ki se to zgodi, da vejo, da se pač to lahko zgodi. Glede zaradi percepcije, da se to ne more in da je lahko normalno. Narobe s tabo ali z njim nič ni narobe. Najbolje, če se pogovori o tem. Ja. To najbolj ne skrivati, ne se zapirati stran, ker pol bo naslednjič. Se v bistvu zaciklamo. No? Pa sej, če oba dva prideta do tega, da bi rada spala skupaj, verjeten bi že prej rekel, ne bi, ne, če mu ne bi bilo. Ali pa če vse ostalo štima. Ja. In se moraš pohendlati takrat, jaz sem bila jezna v tistem trenutku. Ja, štekam, ja. Pa niti ne nanga, na cel svet, da se je to sploh zgodilo. Tako jezna sem bila. Da se je tebi zgodilo. Ja, ne meni, da se je to sploh zgodilo, ker se mi zdelo sva tako kul skupaj, da mi je bilo tako, pa ne, no. Ne, zdaj uničiti tega. Ja, mislim tako, in mi je bilo bedno, in sem mogla fajn svoj ego požreti, da sem dovolila, da mi je razložil, ne, jaz sem ga, mislim, se to ful grozno zveni, da smo lahko potem ustvarjala naprej in je bilo super naprej vse, ne, samo pravim, sem ga marsikatera ali marsikater se zdaj, smo čisto odvisno, ga pa mogoče ne bi. Mu pa ta čustva, tisti trenutek, ki je pač nekaj samo zgodi, je pač v afektu in odide lahko. Zato sem izpostavila to, ne, da... Doskrat so previsoka pričakovanja. Jaz sem bila ista, zato, ne. Okay. Kaj pa recimo, kar se tiče plodnosti, neplodnosti? Se mi zdi, da zadnja leta je veliko govora o tem, da so tudi mladi mogoče, da je čedalje več neke neplodnosti. A to drži? Načeloma ja. Ja? Zakaj pa lahko prihaja do tega? Mislim, zdaj približen Ja. razdelitev neplodnosti. 1/3 ženska, 1/3 moški, 1/3 mešana. Tako približen. In pri ženskah glavni faktor starost. Okay. To je pač ženske se vedno kasneje odločate za prvo nosečnost. To je pač dejstvo. Ne? Pač Ti si hotela, da je po 25. neki kože, čez dalje manj... 35. Ja. Po 35. začne statistično plodnost fajn padati. Ja. Aha. Tako da tam da ene... Ampak to je zdaj spet statistika od ženske do ženske. Ne? Okay. Zdaj splošna statistika govorimo. Ne? Ok, se pravi starost? Starost je glavna za žensko. Ja. Ampak tudi, mislim, moški imamo srečo, da imamo milijone v enem izlivu. Ja. Se bo ponavadi en dober najdu. Ponavadi, če ni nekih resnih. Ja, ja. Ne? Ja. Ne, tako da starost ni tako pomemben faktor. Tem, kar pri ženski, ki ima vsako ovulacijo eno jajčno celico in se ta stara, je pa pol problem. Aha, Ampak kaj pa lahko vpliva na to, da smo čez dalje manj plodni Način ljudje? življenja, prehrana, marsikaj, ne? A to ne vem, da je prehrana čez dalje bolj tretirana s kemikalijami, ne vem. Vse. Da jemo uvožene zelenjave, Tako. ki so, ne vem. Vse, no, mislim, pač Dejansko ful je to faktor. vpliva. Vse vpliva, ja, se pravi, ampak okej. še vedno glavni faktor starost. Okay. Kaj pa je res? Kaj pa za oprosti? Ja. Povej. A ne, hočela sem reči, a je res, da s starostjo imaš tudi več možnosti, da boš imel težave med nosečnostjo, ali pa Ja, mogoče, seveda. da bo otrok imel pol neke posledice, plodek, ali pa tudi Ne, pol. prej govorimo za nosečnico. Ne? Ta bo okej. seveda, starejša kaj je večje so verjetnosti bolezni v nosečnosti. Ker je telo med nosečnostjo bolj obremenjeno in se bo bolj pokazalo. Sladkorna bolezen, pritisk, take, to je najbolj klasično. Seveda, starejše kaj je žensko telo, nosečnost je obremenitev za žensko telo. Ja. To je to, ker telo je bolj obremenjeno. Ne? Pa tudi večkrat se mi zdi- Večkrat pokažejo pol težave, ki se ne bi, če ne bi bila noseča, pokazali. Ampak- Starejša, kaj je verjetnost težave večja. Mislim. Rekli ste po 35, da začne drastično upadati, ne? Mislim, Drastično, ja. pač Tako. nekaj se zgodi. Je ta da meja, tako. kar rečemo ginekologi, da Okay. Pa zdaj je to 33 ali 37, Tako. ni pomembno. Ampak jaz imam občutek, ko se pogovarjamo z ljudmi z okolico svojo, da pa pustimo, da reči, to pustimo to starostno mejo 35, a ne, pa če so gor, če so moje starosti, ne, ampak recimo, da so ženske 30, 28, 31, jaz govorim še ta meja, ki naj bi bila na spodnji, ne vem, nimam občutka, ali je res tudi v tej populaciji toliko več neplodnih, ker recimo tle starost še ne bi smela biti tako velik faktor, ali je to zato, ker se toliko več o tem pogovarjamo, ker je to več stvari raziskanih, ne vem. Da sam vemo za več primerov. Ali pa vemo za več primerov, ali dejansko, ne vem, teh policističnih jajčnikov zaradi tempa življenja, jaz se zdaj izmišljujem, jaz dajem primer. Razumem, ja. Ali je dejansko tega danes več?
Mislim, zdaj, da bi jaz točno statistiko Dobro, ne vem, točno, ampak ampak občutku bi rekel, ja, da ne glede na to, da je vedno več težav. vedno več težav. Tako. Počas, da naraščajo težave pri zanositvi. Tako. Se rekel, pač današnja družba je tako, da imamo ženske vedno kasneje otroke. Kdaj pa recimo bi bilo biološko najbolj idealno, da bi ženska imela tako, ker pač naj mati narava nas naredila. Pač to je zdaj čuden, To kako je zdaj sem to spet tako, predstavljala, ampak jaz bi, tako kot so domače. imele naše mame pa babice. Kaj to Tako bo je. in prvo? 20-ih Do okoli 25 bi rekel, no, med 20 ali pa do 25. je Recimo, najbolj da tam- idealno, recimo. Tako. Jaz sem zamudila ta vlak. Ne, da bi tako, ampak tako bi Saj, rekel, da ja. to bo najmanj biološko, težav ja. pri zanositvi, najmanj težav v nosečnosti. Jaz tako rečem, mlad, ko si tudi, ko rodiš otroka, boš manj kompliciral, pač drugače boš razmišljal, kako boš vzgajal, kako boš vse je drugače. Ta pomislek mera, recimo, ne, v smislu, ker vem, kje sem bila v zvezi, pa dobro, zdaj sem bila v isti zvezi, kot sem pri 25, ampak prej, recimo, če bi se prej odločila za otroka, bi mu za vzgojo in partnerja in vse. Se mi zdi, da velikrat kakšni taki mladi, saj kar jaz kaj kakšne poznam ali pa vem, ko so se zgodaj odločili ali pa ne vem, je prišlo po nesreči ali pa kakorkoli, pusti na otroku pa večje posledice v smislu, ker niso čist še niti sebe spoznali, pa pol mogoče to se odraža tudi v vzgoji, pa tudi kasneje velikrat kakšni grejo na razen, ker so bili toliko mladi in mogoče premladi. In pol zdaj, kaj prav, se ne veš, ne? Ne moreš biti pameten, kaj prej, ampak jaz čistko, vprašali ste me naravno, ne? Ja. Jaz rečem, naravno je bilo 100 let nazaj, ne? Pred industrijsko Itak. revolucijo, da rečem, kdaj so bile Itak. ženske noseče, tako so bile. Mislim, so bile še mlajše, ampak jaz bi rekel tam. Ali pa že naše mame, ne, pa babice so bile, ja, do 25, tista, ki do 25 ni bila noseča, je bilo že čuden. Ampak ni zanimivo, da smo si v bistvu ženske v narekovajih priborile neke pravice v primerjavi s toliko pa toliko let nazaj, pa odločile smo se, da bomo šle na faks, da bomo doštudirale, v bistvu, da si bomo postavile, da bomo našle ta pravega partnerja, si postavile družino, imele službo, se pravi, da bo najprej ne, štalca, pol pa kravca. In v bistvu smo same sebe s tem, govorim tiste, ki imajo težave, zafrknile, ker če bi to delo brez razmišljanja 10 let prej, bi bilo mogoče ful večja opcija, da imaš otroka, ne pa da se po klinikah. V bistvu je stil življenja, do katerega smo prišli v sodobnem svetu, naredil to, da jih vse več ne more imeti tisto, kar so gradili že 10 let. Prijateljica je tudi spraševala, ženska, ko je enkrat stara 40, pač to je ta neka meja. Prijateljica, to zase se sprašuješ. Jaz drugače imam otroka. Ja. Meja. Ne vem, če načrtuješ še kakšnega, no? Bom počakala, da boš ti imela, bom tvojega čuvala, prav? Okay, tam izpolnila to svojo željo po drugem, kaj je Sem še načakala. V redu. V bistvu je bilo vprašanje, kaj je mogoče, ne vem, boste povedali, a je se toliko zmanjša ta opcija, ali je spet odvisno od ženske do ženske, mislim, ta možnost zanositve po 40, da lahko recimo prekineš z nekim tem bom pazil ali pa ne vem, kakorkoli, da je toliko manjša možnost, da ženska zanosi, ali ni, ali je spet odvisno. Je manjša, prvi govorimo o uspešni nosečnosti ali pa o zanositvi, to nista dve isti zadevi. Okay. Ne? Okay. Da, pač nekaj uspešna nosečnost, to pomeni zdrava mama, zdrav otrok, Okay. rojstvo, Okay. nekaj pa zanositev, pa spontani splav. Tako da dosti Pride teh do tega. zgodnih nosečnosti, ženske, ki so starejše, bojo imele spontane splave, ker pride do kromosomske napake in to je pač naravna izločitev ploda. Tako da, Kako pa ne, to, pač mislim, nekaj je zdaj zanositev, nekaj je pa uspešna nosečnost. Ne? To ni isti pojem. Ženska, da zanos še ne pomeni, da bo donosila. Okay. In starejša, ki je, teži zanositi in teži donositi in teži roditi. Če bi zdaj tako rekli ste starost, ne vem, dajte mi 3 dejavnike ali pa 4 najbolj pogoste, ki se vi srečujete z njimi povedati. Starost je ena, zakaj prihaja do tega, da se pari ne morejo imeti otrok? Ja, to je to glavno. Zdaj, Starost? Starost, pa imamo pa moški težave, skupaj se ne, kakšni prejšnji infekti, operacije. Kaj pa te ženske težave, recimo z jajčniki, policistični jajčnik, kaj je ta To je tudi, to so vse bolezni, ki vplivajo lahko. Ja. To so sodobne bolezni, ali so to bolezni, ki so že bile, pa sem spet se zdaj več govoril v istih količinah. To zdaj ne vem, to me preveč vprašate, da bi videl statistično. Po moje bi bolj rekel, da to že skozi je, Okay. ampak da tega zdaj več najdemo, dokaj več iščemo. Okay. A pa je res, to mi je enkrat sodelavec v bistvu rekel, da pozna dost parov, ki niso mogli zanositi
In pol jim je v bistvu on predlagal, ne vem, zakaj jim je on predlagal, ampak da ne začnejo jesti selen. In pol, ko so začeli uživati več selena, dejansko v parih mesecih so pol pač vsi zanosili in je bila kul nosečnost. Če bi bilo tako enostavno, njih ne bi rabili. Vem, da nisem selenkle, ampak pač dejansko vpliva na zanositev. Selen zdaj pri ženski ne da bi jaz vedel, da nekaj bistveno vpliva. Možno, da pri moškem, ki je za spermo, ampak pravim, vse teh, toliko je zdaj teh sodobnih odpustkov, ko greste v lekarno, pa lahko kupite toliko praškov, pa za to stvar, pa za ono stvar. Pa mislim, da mogoče že ta psihološki aspekt ful velik tega. To sem hodila vprašati, koliko je tle psiha. Če ni nekih težav, pa nekih, ne vem, cist, pa nekih, ne vem, koliko ste rekli, posegov, koliko je tle psiha? Ogromno, se pravim. In tu celo telo je treba vedno gledati in psiha je tudi del telesa. Ko so težave, se vedno bolj ciklamo, vedno teže. Jaz doskrat ženska, ki tako pride, pa ne more zanosati, pa je pod stresom, zdaj pa pozabite, pa nehajte vse jemati, pa pejte se lepo imeti. Pa se vidijo čez pol leta. Ali pa koliko je ženske, ki gre na... Funkcionira, pa pridejo nazaj? Pridejo, ne? Nekatere ni to, ne zdaj, da je to rešitev težave. Da se večkrat zgodi. Ampak seveda se zgodi, ne? Ali pa ženska gre na umetno oploditev, pa je potem pa rodi, zdravega otroka, pa čez en let noseča spontano. Ker je pa to breme dola, ne? Pa se je prej 10 let mučila, pa ne, pač jaz rečem, za nosečnost se mora zvezdice poklopati. Če mi točno ne vemo, kaj se mora vse zgoditi. Ne, pač zvezdice se morajo poklopati. To je ful lepo, ja. To je meni, sta moja dva tudi rekla, da sem bila zvezdica. Je prišla. Ja, no, ja, pač ker je tako, da se mora pač marsikaj poklopati. Ja, sej. A pa jih pošljete kdaj mogoče kakšno žensko, ki ima ful dolg težave, pa dolg hodi k vam, pa ni šlo, pa še kar ne rata. A pošljete kdaj, ne vem, k psihologu ali pa tako, da ji predlagate, da mogoče pa, ne vem, se s kom pogovarjajo o tem, pa da proba... Skaj žensko, glih, kar ti je rekel, da je ena tretjina, ja, pač on dobi žensko, verjetno na vedno pregled. ne prosim, govorimo o paru, da ima prve osnove. To je par. Ja, ampak... Vedno govorimo, za zanosati rabimo dva. Ja. To je par. Ne, tako da, v Sloveniji je tako organizirano, da načeloma, mislim, lahko neki minimalno primarni ginekologi pomagamo, načeloma imamo klinike za neplodnost. Ljubljana, Maribor, Postojna. To je to, imamo ti 3 in tako je organizirano v Sloveniji. Če par več kot 1 leto ne more zanositi, je indikacija, da ga pošlje naprej. To je definicija neplodnosti. 1 leto rednih spolnih odnosov. Koliko je pa potem, se pravi, če gre v postopek umetne oploditve, mogoče sem že to, kolikrat je tle, kolikrat grejo 6? Mislim, da je odobreno 6, da zavarovalnica plača tako. Ampak se, kar, mislim, jaz delam tudi dosti tujkami, pa tako, to so kar procesi, ki se tako leta vlečejo. Ja, pri nekaterih. In pol, zdaj je Češka zelo popularna, ogromno žensk gre na Češko. Se to me še zanima, zakaj vedno razlagajo, ali je to spet ena fama, da tle ni ratal, tam pa je ratal. Jaz tudi tle v Sloveniji govorim, dajte menjati klinike, dajte menjati doktore, ker vsak ima neko svojo idejo. Kako sem rekel, mora se pa zvezdice poklopati. Vse načeloma uspešnost klinike je približno ista pri vseh. Se ni, da je ena ful boljša kot druga, da bi to rekel, da bi te pa kaj je ta najboljša. Ampak delajo pa drugače. In mogoče glih tisti drugače za ta par pomeni, da bo zdaj ratal. A je res, da se ponavadi ljudem, ki grejo na umetno oploditev, potem, če se prime, a ne, da se ful pogosto rodijo dvojčki? Ne, ni več tega. Ni več tega? Ne, to je bilo včasih. Ker so dajali kaj, dva spermija noter. To je že leta ne več. Zato, ker dvojčki za žensko so v bistvu rizični. No? Ženske niste narejene za dvojčke. Ne? To so bolj, pač, ne, naravno, 1 na 100 je to, recimo. Naravno bilo. Ne? Za dvojčke, trojčke 1 na 1000. Tako približno. Potencialno pada. Ne? Tako da... Ampak bilo je kaj čisto fizično, da so takrat, ko so tako, ker so dali večjo uspešnost, so dali 2 oplojeni jajčni celici v maternici, da bi se vsaj ena prijela. Pa sta se 2, če sta se. Tako, ne? In pa so to nehali, ker so gotovili, da je več težav, če ima ženska dvojčke možnih. Ne? Ker so potem težave povezane z dvojčki lahko. Vedela nisem. Zanimivo. To zadnjič en sodelavc povedal. Ampak to je že... Vse to je že kar nekaj let. To ima že kar nekaj let stare otroke, tako da, A ima še katera rešno vprašanje? Lahko bi še govorili, ne? Ja, drugače še ne 2 uri lahko. Sigurno. Doste moje mnenje, pa malo strokovno pa moje mnenje. Tako da pravim, ja, sej, tako je najboljš. Ampak meni je pa prav fajn se
kaj tazga pogovarjati. Ker ti lahko nekdo iz stroke malo več pove, pa ti pove, ne, to je mit, to ni res, ali pa to je res. Stroke ali pa iz izkušenj, no, se pravi, ker se veliko pogovarjam, jaz se rad veliko pogovarjam No ja, se zaradi s ženskami. tako da- Take stvari ne moreš prebrati, ali pa tudi mogoče se te sram pogovarjati s kom bližnjim. Ali pa prebereš, pa na koncu ni res, pa ni ne res, veš, kaj si itak prebral. že Na internetu to, kaj njih ne resnic. Ja. Tako da je fajn. Ne brati interneta, to je zelo Ja, pa pol se mi ženske Žal so med tam sabo samo težave. pogovarjajo, pa- Ja, samo veš, mi ne vemo rešitve. a Ne? Tudi Ja, to Mislim, danes kar nekaj jaz vedno novega pravim, da je izvedem. dobro orodje, sam ne pri zdravju, takrat pač vprašaj strokovnjaka. Ne? Mislim, mogoče je pa enkrat ena kolegica rekla, da je dalo misliti, ker je nekaj prebrala in ker je prebrala, ker se je njej nekaj dogajalo, je šla zaradi tistega, kar je prebrala, je šla preveriti. In še dobro, da je šla preveriti. Ker če ne bi prebrala, ampak ni pa potem brala, kako bo umrla in kaj se ji bo Ja. prej šla, Ja. samo zaznala je, da ima mogoče podobne neke stvari, kot je pisalo in je rekla, dajmo pa imamo malo na pregled, ker rednega še ne bi imela nekaj časa in je bilo super, da je šla. In je super, BP je. Ne? Tako da ni napačen internet, sem pač ne verjetno vsemu, kar piše, no tako mogoče. Ja, nič. A je to? Ja, hvala za obisk. Ja, Bilo kaj je ste zelo polepšali poučno. dan? Z njo se lahko še ena na ena dobi. Ja. Se bo še z vami. Hvala za povabilo. Ja, ne, no. z veseljem. Lušta ni bilo, ja. Ja. Tako da upam, Imate še kakšno vi zaključno zadevo, kakšen nasvet za ženske? Hodite redno v ginekologu. Koliko redno? pa ne Kaj to me zdaj redno? tega nabijati slabo vest. Ne si pa skrbite same za svoje zdravje. to je to. In Koliko hodite redno? Enkrat na leto, enkrat na 2 leti? Tam imate cajt na snežku. Zavarovalnica plača enkrat na 3 leta, ne, po zavarovanju. Zdaj ene hodijo enkrat na let, odvisno od ženske do ženske, pa kaj je. Mislim, enkrat na let mislim, da je več kot dost. Ja, ker sem na zadnje klicala sestro po enem letu. Dostikrat je pa tudi Pa je enkrat rekla, na 3 kot izblala, ne hoditi. A ja, prav to. Da smo pa ti na zadnje. Veš, da imam jaz na zadnje... Vesna. Ne, pa se sem Grozno. bila sem let pa pol nazaj. Kako no. pogosto pa do zdravniku hodite? Na 3 mesece, ko moram zobni kamen pucati. Jaz sem enkrat na leto. Jaz sem mislila, da protezom je. Ja. Tako, ja, skrbite za svoje zdravje. Jaz sem enkrat kožvajčala, majke mi moje. Ja, Hvala za obisk. Hvala za obisk. Mi pa vidimo Do naslednjič. Prihaja pa je spet ženska, če pride. Upam, da pride. Zelo Znaš povedati? Ne bom povedala, sem pride spet ženska po dolgem času, tako da bo spet mal večji kokošnjak tukaj. Ok, se veselim. Mo. Jaz tudi. Ajde, gledamo, čau. Ciao. Tisti dnevi v